kaj reči po današnji tekmi? Igrali ste zavzeto od začetka do konca, dajali gole, ko ste rabili in dejansko kontrolirali celo tekmo. To tudi bil nekako naš namen, da se res postavimo v obrambi, da ne pustimo teh njihovih konter in predvsem prekinitev. Čeprav en gol smo dobili tudi iz prekinitve, ampak mislim, da kar v obrambi smo se lepo postavili, v napadu pa zadeli, kadar je bilo potrebno in nekako kontrolirali tekmo. No, ostajate seveda en od favoritov za končno zmago. Ste tam, kjer ste želeli biti? Ja, nekako tudi po papirju smo nekako bili postavljeni na 3. mesto. Zaenkrat se tega držimo, ampak upam, da se do marca, ko se začne končnica, še mogoče dodatno okrepimo, uigramo in napademo prvaka. To je Litijin recept preizkušen iz preteklosti. Ja. Glede na koliko prvakov je Litija, naslovov prvaka Litija osvojila, tudi deluje. Ja, Litiji je jasno, samo da cilj je samo en in to biti prvak. Kako dosežeš to, nema veze, tako da borili se bomo in nekoliko. Kot smo prej dejali, Borutovrščani, zadeli ste, ko ste to potrebovali in dejansko ste tako lahko nadzorovali cel potek tekme. Tudi ko ste dobili tisti gol, ni bilo nobene panike, ste odgovorili že v naslednji minuti. Ja, mislim, imamo individualno kvaliteto in mislim, da smo zdaj eno stopničko više od Bronxov, ampak kot pravim, tekma bi se lahko tudi drugače obrnila. Bronx je drugi polčas šel močneje, mi smo po rezultatu 3:0 sigurno malo psihično padli in mislili, da tekme že konec. In ta zadetek s prekinitve nas je spet zgodil in smo bolj zaigrali z dobro posestjo žoge, z dobro igro na pivota smo odigrali dobro v drugem polčasu in pol speljali mirno tekmo do konca. Ravno tiste minute na začetku drugega polčasa so bile kot takrat, ko je Bronx zadev, pa potem tudi pri 4:1 bi lahko se še enkrat približal, ko ste tisto vzdržali, potem ni bilo več težav do konca. Ja, tudi vratar naš je odbranil 2-3 priložnosti, tako da to nas drži v tekmi. Takoj, če priješ na 2 razlike, 1 razlike, takoj, bom rekel, malo panike bi se lahko zgodilo, ampak ni noben problem, smo dobro odgovorili. Moram reči, da sem zadovoljen s pristopom in kot je rekel Damir prej, trener Litije, mogoče danes za tisti odtenek boljša, vidno boljša. Zadeli so gole, kadar so potrebovali, vi ste poskusili na začetku drugega polčasa, ampak ko bi se lahko približali na gol in malo jih spravili pod pritisk, takrat ste enostavno zgrešili 2 priložnosti in dobili takoj potem gol. Ja, nekako tistih par priložnosti, ki smo imeli, nam je sreča obrnila hrbet, ampak Litija je znala kaznovati in prišla v vodstvo z 2:0. Potem je bilo težko z njimi igrati, vemo, da so kakovostna ekipa, v tem trenutku daleč pred nami. In nekako srečo si moraš tudi znati zaslužiti. Očitno mi nismo bili nagrajeni in po eni strani je prav tako. Litija živi za ta šport, že vrsto let vse dela na temu. Videli ste, pripeljali so srbskega reprezentanta, imajo v planu še 2 vrhunska igralca in dejansko od prvega do zadnjega so v klubu le igralci, ki živijo za ta šport, kot se že večkrat omenjam. Brez tega dan danes prvi SFL ne moreš igrati. Mi smo dobri prijatelji, dobra klapa, ampak dobra klapa lahko zmaguje po turnirjih, lahko zmagujemo izven dvorane. Prva SFL je v tem trenutku za kaj več kot borba za 5., 6., 7. mesto, realno ni za pričakovati. Ampak kot se je rekel, Litija je bila boljša, tudi malce sreč, šport ne bilo na njihovi strani, dejansko vsaka odbita žoga, vsak out, vse je šlo v prid Litiji, že tako je boljša, potem ko imaš še srečo, potem je res težko. Delno se strinjam, ampak vseeno ni za pričakovati, da se bomo mi s takšnimi ekipami borili samo, ko bomo imeli mi najboljši dan, oni pa najslabšega. Realno je treba domačo tekmo z ekipami sredine lestvice iti na zmago, biti enakovreden tekmec in na koncu si lahko zaslužiš nekaj več. Realno je Litija v tem trenutku v vrhu, mogoče je odtenek slabša od Dobovca, ki izstopa iz te lige, ampak za nas je, kot sem že povedal, v tem trenutku velik zalogaj. Nekdo lahko zdaj pametuje in reče, lahko bi bilo drugače, lahko bi prišli do točke, ampak jaz iskreno sem to točko videl zelo daleč.